Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, dobrodošli. Z menoj v studiu medijske hiše Delo je gospod Stojan Pelko. Je doktor socioloških znanosti, nekdanji glavni urednik revije za film in televizijo Ekran, predavatelj sociologije kina na Filozofski fakulteti v Ljubljani, magister filozofije z diplomo poglobljenih študij iz audio-vizualnih raziskav na pariški Sorboni, sociolog, tekstopisec, nekdanji kreativni direktor Lune, ki je leta 1998 za Delovo akcijo Novinarji prejel priznanje slovenskega kreativnega direktorja leta. Je prevajalec, dramaturg, bil je tudi državni sekretar, publicist, kot rečeno že poznavalec filmske umetnosti, strokovnjak za marketing, tiskovni predstavnik. Torej, z menoj v studiu je gospod Stojan Pelko, ki pa se v tem trenutku predstavlja kot programski direktor in sicer Evropske prestolnice kulture Nova Gorica, Gorica Go 2025. Dober dan in najlepša hvala za vabilo in za vse te prijazne besede, dobrodošlice. Opisujejo vas kot človeka tisočerih talentov, marsičesa, kar ste počeli v svojem življenju, niti nisem omenila, namreč bili ste udeleženi tudi v zgodbi na Kosovu, bili ste vodja urada Evropske unije, posebni predstavnik Evropske unije za Kosovo. Kaj se še na političnem področju? Ne, vas tako popravimo, vodja urada je bil Samoš Bogar, jaz sem bil njegov svetovalec za komunikacijo. Za komunikacije, tako Ampak ravno s to zgodbo lahko začnem, zato ker se mi zdi, da če sem imel kaj srečo v življenju, sem imel srečo, da sem z najboljšimi delal. In z tega sreča še enkrat zbiral bi vedno poskušal biti številka 2 in ne številka 1, zato ker za to nisem dovolj dober. Ampak za številko 2 je pa, se mi zdi, da se pa skozi življenje ne samo, da se veliko naučiš, ampak dobiš eno vrste vzornike, skozi katere vidiš, kje kaj. In če vam rečem, da samo danes sedi za mizo Varnostnega sveta Združenih narodov, si težko rečeš, da bi se od koga bolje učil diplomacije. In takih bi vam lahko kar nekaj naštel, ki so bili bodisi moji naročniki, bodisi moji sodelavci. Slavoj Žižek je drug tak primer. Ne sem, da je bil pač moj mentor, ampak dejansko lahko rečem, da se od njega se naučil tudi, kako sploh to, kar misliš, znaš artikulirati. Me pa tako je, bi rekel, zapeklo, ko ste rekli tisočerih talentov, ker skozi mojo perspektivo je to včasih danes prej hiba kot pa kvaliteta. Zato, ker se mi zdi, da potem pa v bistvu na nobenem področju ne prideš pa do vrhunskosti. In zdaj sem 60 let in se upam za nazaj kaj pogledati in malo pomodrovati, se mi zdi v resnici, da bi bilo morda bolje kdaj nekako reducirati širino teh polj, zato da bi se na katerem od teh polj doseglo do konca. Zato mi je zelo dragoceno, še zelo povem, da smo v Delovi hiši, ker recimo znotraj področja oglaševanja se nikoli nisem smatral, da sem prišel do vrha. Ampak je pa tisti trenutek, ko sem pa za to Delovo akcijo dobil tiste zlate ure, mi je pa simbolno strašno pomembno. Zato, ker se je takrat zbralo tako število ljudi, ki so še danes, bi rekel, relevantni vsak na svojem področju. In prav za nalaščih par naštejem, zato, ker boste razumeli, ko pravim, da sem imel srečo delati z najboljšimi. In ne gre samo za to, da so takrat, da smo posvetili te spote Ervinu Hladniku Milharčiču, Mojci Drčar Murko, Miti Maršolu, Marku Crnkoviču, ampak so te spote v njih delali Miha Hočevar, Grega Vesel, Sašo Podgoršek, fotografiral je Tomaž Gregorič. Vse skupaj na nek način vključno 100 ura dolgujem Juratu Apihu od vaše hiše. Tako da predstavljate si, in recimo danes takrat je bilo področje oglaševanja, kjer se je prepletlo oboje. Najboljši na svojih področjih, z zadostnim količino denarja, da si lahko z njimi sploh delal. Takoj lahko povem, da bi rekel, področje kulture trenutno v Sloveniji je tisto, kjer se nekateri najboljši prideš v stik z njimi, ampak teh razsežnosti, ki bi ti omogočali, da si lahko takoj evropsko relevanten, pa ni vedno. In Evropska prestolnica je zaradi tega zanimiva, zato ker je vsega več, ker je časa nekoga več, ker je tudi denarja nekoga več. Malo sem akcent postavila na Kosovo, 2krat sem ga omenila. Kosovo, kot bi rekla, nek simbol, kjer pravzaprav neprestano tli brbota, bolj kot ne z negativno konotacijo, povzroča skrb v celotnem evropskem prostoru. Zakaj? Zato, ker ravno včeraj berem časnik Delo in opisuje, kako pravzaprav si predsednica vlade, italijanske vlade Melonijeva, ne bo žal vzela časa ali si ga ne more vzeti zaradi drugih obveznosti in ne bo prišla 8. februarja
na odprtje Evropske prestolnice kulture, ki je letos pravzaprav nek simbol sožitja, prestopanja mej, simbioze, namreč gre za sožitje Gorice in Nove Gorice, Go 2025. Kako ste doživeli to odločitev? Je pomembna, je zgovorna, je jasno sporočilo? Jaz se sploh ne bi dramatiziral, zato ker morate vedeti, da gre primarno za sodelovanje dveh mest, ker pomeni, da smo na ravni dveh županov, ki morate delati z roko v roki, iz dneva v dan, in da smo pri prireditvi, ki je v samem štartu imela visoko častno pokroviteljstvo obeh predsednikov republik. Je pa dejstvo, da Nove Gorice, tako kot je trenutno, ne bi bilo, če ne bi bila izjemna naklonjenost slovenske vlade, ki jo vodi Novogoričano, oziroma Sovkanc. In ministrica za kulturo, ki je pa, bi rekel, iz stranke Levica, dejansko, bi rekel, ključni vsebinski suporter Evropske prestolnice kulture. Tako da, če mene vprašate, ali je usodnost prisotnosti ene predsednice vlade, ali ne, bi rekel ne, zato ker je toliko drugih razsežnosti. Je pa zelo zanimivo, da ste iz Kosova začeli, ker res moram reči, da ker bomo imeli danes nekoliko več časa, si upam glede Kosova, sem še ne dve stvari povedati. Ne. Kosovo je v naši neposredni soseščini eno tistih terenov, kjer se razsežnosti svetovnih razmerij moči mogoče vidijo bolj ogolelo kot sicer. In ta sreča ali pa nesreča, da smo to 3 leta od blizu samo tam gledali. Govorimo namreč o tem, kako vam poročila poročajo o interesnih sferah, se vam zdi to nekaj daje, ko pridete tam in ko vidite ogromno ameriško bazo in ko vidite, bi rekel, da so nas takrat morali še zmeraj na sever z oklepniki voziti in potem razumete, da so razmere veliko bolj tough. In jaz sem dostikrat rekel, da so včasih področja, tudi bivše Jugoslavije, ki se nam zdijo, da so za nami včasih pokazatelj tega, kar šele prihaja. In jaz sploh ne skrivam svojih simpatij za kosovsko stran v tej zgodbi. Mi ni treba zdaj nobene objektivnosti igrati. Jaz mislim, da tako, kako srpska stran izigrava mehanizme oblasti na Kosovu, zato, da bi na nek način ohranila dominacijo, je nekaj, kar je vredno vse obsodbe. Ampak morate povedati, ker se čez nekaj dni prisegel nov ameriški predsednik, da je sedanjega predsednika vlade, v njegovem prejšnjem, da kosovskega, ga je vrgla Amerika. Se pravi, in je potem za še močnejši se vrnil na volitve. Se pravi, imamo v neposredni soseščini. To ni Irak, to ni Sirija, to je Kosovo, kjer se svetovne silnice... Lakmusov papir. Absolutno. In zato se mi zdi, to je neka izkušnja, s katero tudi drugače pogledaš. Ampak v tem trenutku neka splošna javnost sploh lahko to razume, če veva, da je v minulih dneh, namreč smo pravzaprav na začetku novega leta, Oxford izdal naj besedo leta 24 brain rot, gnitje možganov. Ne more videti, zato bom kritičen, če je dopisnik... Ni prav obetavno, ne? Ne, če je dopisnik, ki pokriva Kosovo iz Beograda, gleda drugače, ne zato, ker bi bil on pristranski, zato, ker se vidi, da zadeve drugače. Skratka, brez tega stika z ljudmi. Mi smo imeli tudi dol resno nevarnost, da smo percipirani zgolj še kot eni Evropejci, ki so okrog vozijo z džipi in zapravljajo v prištinskih restauracijah. Meni je strašno pomagal, da sem imel tam, da pa rečem tako, cehovske zaveznike. Da je bil moj najboljši prijatelj, prevajalec Slavoj Žižka, ki zdaj skupaj z njim objavlja knjige. In ko ti skozi njegovo perspektivo vidiš in razmerja moči in na nek način, bi rekel, izhode iz te situacije, čisto drugače vidi situacijo. Tako da, še enkrat, Kosovo je bil zame morda največja lekcija v karieri, ravno zato, ker so do kosti ogolele razmere moči. Tam razumeš, kaj pomeni vojaški kompleks, tam razumeš, kaj pomeni obveščevalne službe, tam veš, kaj pomeni geostrateški interesi. Ne. In mi se mi zdi tega včasih nekoliko premalo v detajle razumemo. Mislim, da se Slovenija kot še parkrat, kot zdaj tudi pri Palestini, zgodovinsko prav odločila, ko je priznala, ampak to priznanje nosi za sabo določene konsekvence tudi zdaj. Ne. Tukaj ni ekvidistance. Ti moraš na nek način pri presoji situacije vedeti, kdo ima prav. Kako močen lakmusov papir naše prihodnosti, simbioze med narodi, miru pravzaprav, pa je Evropska prestolnica kulture. Sploh v našem primeru, ko združuje pod istim imenom v neko lepo sinergijo dve mesti, ki sta od leta 1947 šli narazen. Ja.
To je ključno vprašanje, zakaj jaz mislim, je in ta kandidatura takrat, morate vedeti, to je pred 8 leti smo prišli s to idejo, ne da Rusi ne prišli s to idejo, Matej Arčon, tedajni župan in so čez mejo, zdaj že upokojeni. To je res dolg proces. 8 let, to sta v političnih terminih sta to 2 mandata. In zato vam povem vsi, ki so bili na začetku zraven, jaz sem šele pred 2 leti, ampak vsi, ki danes govorijo, gospod Arčon, gospod Nedar, Rusjan Bric, govorijo z solzami očeh. Ampak verjamem. Ker se je realizira, veste, redko kdaj si ti zraven pri procesu, ki 8 let raste in potem se eno trenutku zgodi. Ampak se vrne na vaše vprašanje. Ta regija ali pa ti mesti ste dali take drame skozi, da je dejstvo, da se danes sploh lahko pogovarjate, je treba razumeti, mogoče pa s to Evropsko unijo vendarle nekaj je, zato ker je uspela spraviti stvari skupaj, ki sicer ne bi, in drugič, to so take izkušnje in se mi zdi ključna poštenost, intelektualna poštenost ker emocionalno včasih težko, ampak intelektualna poštenost do tega, kar se je tam dogajalo. Jaz dostkrat dam, ne da bi provociral, ampak dam za primer zgodbo skladatelja in pevovodje Bratuša. Lojze Bratuš je v času, ko se slovensko ni smelo govoriti, so vsaj pel lahko v cerkvi. In je bil zborovodja. In ga je ena fašistična škvadra prišla in mu dala pit strojnega olja, zaradi česar je posledično pa celo na koncu umrl v bolnišnici. Če obstaja prizor, ki je zame utelešenje, zakaj delamo Evropske predstavnice kulture, ni to, da je njegova vdova potem celo življenje praktično pisala poezijo o tem in ohranila ta spomin, ampak da je ta skupina teh pevcev prišla pod njegovo bolniško okno za pet nekaj. Se pravi, in zdaj se predstavljate, ko danes tam nekdo govori, bi rekli malo italijansko, malo slovensko, malo angleško, se reče, prostite, slovenščina. In seveda potem zaradi enakopravnosti italijanščine in potem nekje še lezali angleščina. Govorimo o tem, da se nam v bistvu to somestje, ki je šifra za obe Gorici, se nam kaže na področju jezika in vzajemnega spoštovanja, ampak predvsem spoštovanje tega, kar nas dela, to, kar smo, in potem tega, bi rekel, respekta do zgodovinske izkušnje. In prej smo govorila, kateri vse medije tehnični se zdaj zanimajo za nas. In vem, da je ta zgodba tista, ki je avtentična in ki ima verodostojnost za Evropo. In ko smo že bili pri Kosovu, a veste, da so nam je Ovse, Dunajski Ovse, nam je iz Prištine pripeljal 12, lani oktobra, 12 kosovskih žensk, Kosovark in 12 Srbkin, da bi to sinergijo predstavlja. In da bi na primeru Goriške dojeli, da je možno tudi po vojni in po travmah, ki so. To so lepe zgodbe. To so evropsko relevantne zgodbe. Wow. Torej, na nek način bo ta zgodba EPK Go 2025 omehčala evropsko dušo, mogoče dala en nov obliž nekim preteklim brutalnim usodnim zgodbam, pa nekako tudi ujela sodoben duh. Ampak vseeno, rodili ste se v poznih 70 letih, takrat je bilo v zraku veliko optimizma, tudi poguma, drznosti, rock'n'rolla. Kako občutite ta svet pa danes? Pa pustiva zdaj, da govoriva skozi prizmo EPK, ampak nasplošno, kako Stojan Pelko občuti ta duh, ki mu vendarle diktirajo selfie, TikToki, flash news, fake news, etc. Ste nostalgični do tistih časov? Prvo, kar mi je prišlo na misel, bo mogoče težko razumljiv kontekst, ampak ko smo za Telex pisali, rubrika smo bila z Marcelom v isti tej uri kulturne anatomije. Vem se, točno se spomnim, enkrat sem v eni svoji kolumni napisal, mislim, da sem Howarda Hawksa ali koga citiral, Good Old Times, old enough to be good. In potem je na nek način Marcel v svoje dal nazaj, kot je Peli, da sem takrat govoril, rekel, skratka, dobri stari časi, dovolj stari, da so dobri, ne padam na ta retro nostalgijo. Jaz si pogledam kakšno staro sliko, se reči, kako je to moglo biti tako. Ampak hkrati se mi pa zdi, ker ste pa še eno osebno priznanje, ki mi rečete 70, jaz še danes, kljub vsemu študiju, nisem vedno siguren, ali je leto 64, 60 ali 70, priznam. Pa pol otroci učijo, ne, tako mora začeti, od nule, pa skratka, jaz bi raj rekel, da sem 60, to, ko sem rojen 64, pa nisem, sem 70. Ampak jaz moram reči, da do osnovne šole se praktično nečesa ne
dobesedno. Spomnim se ene trenutke, sem si enkrat skoraj v kopu škodoval, ampak nimam ko se reče, formativnih spominov na zgodnje otroštvo. Osnovna šola mi pa že nekaj pomeni. Zato, ker je bila mama učiteljica tehnike, smo imeli dostop do njene temnice in jaz si nekako v tej svoji lastni osebni zgodovini si projiciram, da se je tam nekaj začelo s fotografijo, s filmom, s tem. Ampak pol je pa to, kot ste rekli, pol pa zame so v bistvu formativna leta, so v bistvu ta gimnazijska leta, ker sem resnic generacija Matjaža Bergerja, Gregorja Golobiča, to smo bili novomeški gimnazijci. In tam ne sem to postavil. Nisem pa nikoli bil to, kar se rekel, rock'n'roll buntarih. Jaz sem bil v bistvu, in tudi včasih malo za nazaj, da sem bil bolj odličnjak, sem bil bolj tepriden. Malo zato, ker je bila mama v šoli, pa se nisem imel večno let. Po drugi strani pa zato, ker mi je na nek način kaj pa mi manjka tega poguma. Tako da nisem bil nikoli pobalin. Ampak ste vas pa poimenovali Teleksov intelektualni pobalin, oziroma pobalinski intelektualec, nekaj takega. Ne vem, če ni enkrat to. Jaz sem bil najmanj pobalin od te šestorice. Jaz mislim, da nas je enkrat kot skupino, če ni celo dr. Rupel enkrat v eni polemiki, ne tako malo krcov, ampak realno morate vedeti, v skupini, v kateri ste bila Luka Novak pa Marko Cerkovič, ne moreš biti pobalin, zato ker so urbani fanti z neko legendo. Marcel je bil takrat tudi pokojni Aleš Debeljak, je bil tudi Miha Zadnik, je bil to je bilo spet, če smo pri teh formativnih izkušnjah. Dobra družba. Je bilo izjemno. Ampak spet, da boste razumeli, zakaj preveč nostalgičen do tega ne gre biti. Mi smo takrat ne diskete, ampak mi smo ne tipkane tekste prenesli sam, da jih je gospa tajnica na Teleksu pretipkavala in vnašala tisti sistem, ki je bil drugačen od drugih. To se spomnim. Ampak tako da to ni daleč nazaj. In ta logika, koliko nas tehnologija definira v tem, kar imamo zapovedati, v bistvu je moj odgovor na to, ko ste rekli za TikTok. Sem nobene posebne skepse do sodobne tehnologije, ker smo v vsakem obdobju, je tehnologija, če se jo prepustiš, je sedativ, ki te pacificira, če pa znaš subvertirati, je pa vedno lahko orožje. Ja, res je. No, in ko ste že ravno omenjali to dobro klapo zanimivih, iskrivih, drznih intelektualcev, je treba povedati našim poslušalcem in gledalcem, da vendarle rodili ste se v Novem mestu? V Brežicah. Sem rojen, sem v Brežicah, ker je moja mama tam bila. Ampak da več sem Novomeščan. Ja. Ampak rojen sem pa v Brežicah. Ker Novo mesto, v enem trenutku je bil zanimiv moment, da smo iz Ljubljane hodili v Novo mesto, ker tam so bili ne samo nepojemljivi žuri, ampak tam je bil Dan D, tam je Siddharta snemala svojo eno izmed najuspešnejših plat. Potem seveda pa smo se zbirali okrog Anton Podbevšek teatra. Če hočete zdaj do konca tega podcasta samo o tem govorimo, zato ker mora reči, da je... Ampak mesto na nek način ene avantgarde, nečesa... Tudi zadnje, Borut Peterlin, zanimiv fotograf, ki se ukvarja z zanimivo tehniko. Probal telegrafsko, ampak mi je ključno to, ko ste omenili Novomeško pomlad. Nikoli do priprav na najin današnji pogovor nisem imel te asociacije, ampak sem pa samo malo pobrskal, da ne bi kakšne fakte narobe povedal, se pa zavedam, kar so oni takrat naredili. Oni so naredili prestolnico kulture. Zakaj? Zato, ker oni so povabili ljudi iz Ljubljane, iz prestolnice. Ne pozabiti, Richard Jakobič je prišel, Josip Vidmar je prišel. Ampak kaj so pa imeli so razstavo, kjer je Jakac razstavljal, imeli so recital, kjer sta Jarc pa Podbevšek, bi rekel, v Narodnem domu skakali po mizah, ampak za povrh, po tem, kar so tam naredili, seveda, potem je bil Kogojev koncert, ne pozabiti. Skratka, ampak potem so pa, mislim, da je bilo to 26. septembra 1920, potem so pa novembra prišli še v Ljubljano in del tega pokazati. Skratka, ta relacija, mi se danes v Novi Gorici za to borimo, ni dosti, da smo samo mesta, mi moramo v Sloveniji pokazati, kaj delamo. Tako da mi je zelo dragocena ta zgodovinska izkušnja, 100 let nazaj se je to dogaja. Ampak danes, kje so ti spomini? Anton Podbevšek je simbol upora skozi poezijo in hkrati, kot ste sami rekli, da je ime teatru. Meni se zdi, da so bile obdobja v Novem mestu. Eno je bilo izrazito filmsko. Biček, Dvornik, Gazvoda. Danes se mi zdi, da je fascinantno, ko si ti pel z avtom, poslušaš Val 202 in sem pa slišal Dan D. Murphy. In še dva druga benda, ki ste se od njih učila. Tako da, ampak jaz pa ne bi bil sociolog, če ne bi vendar rekel, prednost Novega mesta trenutno je, da ima 3 izjemno močne družbe, gospodarske družbe, Krko, Revoz, Adrio, pa še druge, ki ustvarjajo nek srednji sloj, ki ima in ambicijo in kupno moč, ampak hkrati, skratka, ne banaliziram tega. Jaz mislim, da je za uspeh Novega mesta je že fajn, da imaš ti umetniške avantgarde, ampak jih ni, če ni tudi nekega temelja. In Novo mesto se lahko razvija ravno zato, ker mu Krka postavlja svetovne horizonte.
in ker mu Renault na nek način včasih celo vsiljuje svetovne horizonte, pa se mora do njih lokalno postaviti. In se mi zdi, da je to en recept za velikost mesta, ki so v Sloveniji, ker mi žal z milijonskimi mesti težko tekmujemo. Stojan Pelko, zelo sem vam hvaležna, da ste dali akcent prav na to. Namreč v Sloveniji se vse premalo zavedamo, kako pravzaprav je gospodarstvo, podjetništvo tisto, ki daje temelj, platformo, da lahko vzklije karkoli drugega relevantnega za kondicijo družbe, za blaginjo. Res zelo, zelo hvaležna. Me pa zanima, kako zelo pa je gospodarstvo v tem trenutku naklonjeno kulturi? Kako težko pridobivate podporna sredstva, sponzorstva? Imajo posluh? Imajo to afiniteto? Mi se v tem, kar zdaj trenutno delamo v Novi Gorici, se prav izogibamo izrazu sponzorstva, ampak govorimo v bistvu o programskih pa o strateških partnerjih. In imamo strateška partnerja po eni strani z mediji, ampak imamo pa tudi programska partnerstva z gospodarskimi subjekti. Mi recimo ne bi mogli zares ambiciozno snovati lučnega parka, ne plesne predstave, ne operne, ne gledališke, če ne bi bil tam Interlighting močen lokalni subjekt. Mi ne bi verjetno se na področje augmented reality in vsega tega, kar je digitalizirano, se upali lotiti tako ambiciozno, če ne bi tam bil Arctur delal. Mi, ne bi imeli piva kot enega od naših skoraj gadgetov, če ne bi Reservoir Dog s svojim italijanskim partnerjem varil krasna kraft piva. In jih potem tam enkrat simbolično na trgu Evrope prodajal na istem šanku na obeh straneh meje in pokazal, da ste dve različni trošarini za isti produkt na dveh koncih meje in da je to pa borderland. Hočem reči to, se mi zdi, da je faza, v kateri si ti proti koncu leta šel prositi v marketinški ali pa komunikacijski oddelek za prihodnje leto, ali imate kaj za kulturo, in mimo, da gre za to, da se je kultura, veste pa, da to rečejo design process, art process, da se je kultura uspela vzpostaviti kot tista, ki lahko gospodarstvo tudi razpira kakšne dimenzije drugačne. To ne pomeni, da se pusti instrumentalizirati. Jaz sem tako v fazi, predvsem, ko smo bili na Ministrstvu za kulturo z ministrico Širco, smo dostikrat so nas probali zaradi evropskega žargona takrat reči, ja, kultura je zelo koristna za zdravstvo, pa zelo za urbanizem. In smo rekli, nismo tukaj zato, da nas drugi instrumentalizirajo, ampak če pa kulturno-umetniški presežek lahko nek industrijski proces premakne, poglede z druge strani, in to je dejstvo, bolj, ker so industrije kreativne, več tega rabijo. Tako da na tej ravni se mi zdi, da je v slovenskem gospodarstvu razumevanja za to, kako se da skupaj kaj narediti dovolj. Da se pa sredstva krčijo v smislu, ko jih je mogoče hitrejši efekt skozi šport dosežeti, ali pa je pa tudi dejstvo. Omenjate borderless, torej gremo brezmejno, to je moto, to je slogan letošnjega EPK-ja oziroma EPK 2025. Kakšen naboj, kaj vse ta, zakaj je vam všeč ta moto? Ja. Prvič ima noter go, ki je najboljši izraz v obe Gorici skupaj, da nam ni treba govoriti nova in stara, da nam ni treba reči šlo ne obe Gorici, ker to tudi Nova Gorica ne mora slišati, da so obe Gorici, mi smo novi, ne? Ampak ta go je pa to. To je sicer italijanska registrska tablica, ampak je na nek način, skratka v go je ne samo ta poziv na akcijo, ampak sta obe mesti noter. Borderless se pa, Nedak Rusjan vedno poudarja, ne gre samo za ta klasični cross-border čezmejno, gre res za brezmejno, gre za to, meja je, ampak včasih jo rabimo za to, da jo prestopimo, včasih mora biti, da veš, do kje lahko greš, ampak jaz pa kot programski vodja vedno k tej, recimo, geografski razsežnosti meje ali pa historični razsežnosti meje dodajam še programsko. Tomi Janežič izziva meje s svojim gledališčem izziva meje gledališča. Tudi Barbara Pija Jenič, ki jo dobro poznate, na nek način premika meje gledališča s tem, ki ga dela za senzorialnega. Skratka, meni se zdi to ključno. Evropska prestolnica kulture ne more biti business as usual. Ne more biti, delamo tako, pa se malo pokažemo domačemu ali pa svetu. Vsakič je treba za njim vprašanje zraven, kje pa je tukaj relevantnost tega, kar delamo. Jaz sem se tega naučil, to vam moram povedati, se ne bi upal sploh prijaviti, samo z mariborsko izkušnjo, ker smo v bistvu bili mi na strani ministrstva, ja. Se ne bi upal lepo. Ampak jaz sem potem v enem trenutku po Kosovu, sem pol leta delal na dubrovniški kandidaturi, ki smo jo sicer izgubili, ker nas je reka premagala. Ja, res je. Ja. Ampak vam povem, da v tiste pol leta sem
res. In zato pravim, s to izkušnjo, ker je tudi Dubrovnik tako bogato mesto, da se je v bistvu kandidature že lotili, kot da so že zmagali. Oni so že skozi kandidaturo realizirali stvari, pa smo realizirali stvari. Plus, da smo imeli enega izjemnega škotskega sodelavca, starejšega gospoda, ki je v svetu Evrope bil prej Roberta Palmerja, in zato sem njega omenil zdaj, on je vedno rekel, relevanca. Česar, ko se loteš. Ali je to povedati evropski javnosti, kaj se je na tej meji dogaja? Ali je pa gledališki javnosti reči, če se bo to meni česa lotil skozi 12 mesecev, verjemite, da bo kakšno mejo premaknil. Ne? To se mi je zdelo, jaz sem zaradi tega šel v to zgodbo. Ne zato, ker bi rabil službo, ampak zato, ker se mi je zdelo, da je Evropska prestolnica zaradi svojih dimenzij omogoča, da se nekatere meje tudi znotraj disciplin premikajo. Vendarle prihajam z filma in tam vidiš, da ko film je na meji z dokumentarcem, ki je na meji z animacijo, dosega neke presežke. Ne? Spomnim se Maribora, spremljala sem takrat še kot radijska novinarka, tudi na tem slavnostnem odprtju Evropske prestolnice kulture sem bila in se spomnim, kako to je še danes zveni in tudi je ena prispodoba, včasih tudi ne malokrat stanja v Sloveniji, ko so rekli, odprite okna na stežaj. Kot da bi Slovenija ali Evropa želela zadihati, se nekako rešiti te tesnobe, zadušljivosti. Bo zvenelo tudi po 8. februarju nekaj takega v naših mislih, v občutenju skozi potem prihodnja leta? Jaz mislim, da je ravno slogan brezmejno pomeni odprite mejo, ker spet, ko so oni, ko je ta ekipa še kandidirala, je bil čas COVID-a. Takrat so v bistvu, ne da vedno reče, to je vizija, ne stanje borderless. Namreč, oni so takrat imeli mejo na trgu Evrope in so si mogli nekaj čist skozi luknjo meje podajati materiale in ko so, če se spomnite tistega trenutka, ko je bila zmaga proglašena, so imeli maske gor. Tudi danes, ko greste vi iz Rjavče v ulico San Gabriele, ki je ena ista ulica, so tam karabinjeri. Se pravi, ampak je pa tam hkrati tudi prostor, ki se mu reče carinarnica, ki je kulturni prostor, ki da gor gremo brezmejno. Tako da jaz mislim, da naše odpiranje oken bo v tem smislu dvigovanje meja. Ja. Seveda me zanimajo vrhunci. Še enkrat mogoče poudarjajo, da 8. februarja na naš državni kulturni praznik bo to slavnostno odprtje, ampak potem bo to dogajanje teklo skozi čas. Kaj so tisti highlighti, kot rečemo, ali tisti vrhovi, na katere bi vendarle opozorili? Ja, mi imamo to srečo v Sloveniji, da imamo nacionalni kulturni praznik in se izjemno iztekli. In ponovadi so otvoritve tudi ob sobotah nekje, nikoli takoj na začetku leta, ampak da se malo bi rekel zadeve po novem letu stišajo, potem se pa odpre. Kemnic bo recimo odprl zdaj 18. januarja svoje stvari. Mi pa 8. februarja, ampak še več, mi bomo tudi simbolično zaprli na ta veseli dan kulture 3. decembra. Se pravi, nam, kljub vsej sodobnosti, nam Prešeren na nek način daje oklepati. Ampak, ko ste pa vprašali glede vrhuncev, že otvoritvene slovesnosti je mišljena kot ena vrste trailer, kot ena vrste napovednik, kaj bo skozi leto najbolj zahtevalo pozornost. Zato, in to zdaj doskrat rečemo, bo Gadžijev, seveda Aleksandar Gadžijev, pianist, nastopil na otvoritvi, ampak je to ena vrste trailer za njegov koncert pol v naravnem ambientu ob Soči, dol pod Sokanskimi mostovi. Dance Company, plesna skupina, ki je ustanovljena bila zaradi EPK, in je zdaj, bi rekel, svetovna, bi rekel, iz celega sveta ima dobesedno plesalce, do Japonske, bo ravno tako sestavni del otvoritve 8. februarja, ampak bojo v Sokanskem kamnolomu imeli svojo predstavitev. Silence bojo nastopili, recimo, na tej otvoritvi. Imeli bomo tudi mnoge množične stvari v smislu plehmuske, plesalcev, otrok, zato ker je strašno važno, da ni z Evropsko prestolnico povezan nek očitek o elitizmu kulture, ampak je eden od temeljnih efektov je vključenost in lokalnega ustvarjalstva in ustvarjalnosti in lokalnega prebivalstva. Tako da highlighti dve otvoritvi boste. Ena je bolj protokolarna govorniška, bo na trgu Evrope in ta je zelo simbolna, ker tukaj pa res dve mesti in dve države pridete skupaj in da sta vedeti, lete, smo del iste zgodbe in snujemo prihodnost skupaj, ker to je to. Jaz mislim, da ta EPK bo zares zaživel po letu 25, ko se bo videli, da so ti prostori dobili svojo namembnost, ko se bo videli, da so sredstva za njihovo vzdrževanje zagotovljena in ko se bo videli, da produkcijske skupine, ki pa zdaj sodelujejo že par let, bojo pa preprosto nadaljevali svoje delo. To je ta del protokolarni otvoritev, potem je pa v Novi Gorici, na travniku med občino, gledališčem in knjižnico, je pa ta spektakularna otvoritev, ki jo režira Neder Rusjan Bric.
Glede na to, da sem vas predstavila tudi kot kreativnega direktorja, tekstopisca, copywriterja, skratka človeka, ki zna z besedami, pa me zanima, je Slovenija v tem trenutku dovolj dober brand, da ste privabili vso to, bi rekla, zanimivo, svetovno znano druščino na naša tla. Kako ste jim predstavljali? Je dovolj ta slogan I feel Slovenija? Je dovolj že naša bit, da ste jih prepričali, da je vredno si vzeti čas in priti na naša tla? Mi z tega stališča upam reči, smo nacionalni projekt. V tem smislu, da nimamo samo finančnega, močnega suporta vlade in posameznih ministrstv in mestne občine, ampak da nekateri od vladnih uradov, recimo za komuniciranje, ali pa kot Slovenska turistična organizacija, direktno ne samo sodelujejo, ampak nam pomagajo. Ja. Tukaj je strašno, kako ste pač imeli I feel Slovenija. Jaz mislim, da I feel Slovenija se je z sistematičnim delom STO-ja na posameznih področjih izrazito pozicioniralo. Ko so sistematično investirali v šport, se je I feel Slovenija povezal z Dončićem, s kolesarji, smučarji, s planičaste. Ko so sistematično investirali v gastronomijo, se je kar naenkrat I feel Slovenija začel povezati z Ano Roš in z mnogimi drugimi. Mi imamo to blazno srečo, ki pa mislim, da ni sreča, ampak je stvar strateškega premisleka, da 2 leti zdaj sta kultura in umetnost v fokusu STO-ja. To pomeni ne samo resna finančna sredstva onstran programskega budžeta EPK-ja, ampak pomeni tudi dostopnost in tudi dejansko njihovo obvladovanje kanalov, ki bili za nas nedosegljivi. Mi smo recimo lani 24 šli na berlinsko turistično borzo, praktično izključno z našimi vsebinami. Zdaj v kratkem bo šli na podoben način na Dunaj. Mi bomo zadnjo veliko predstavitev v Sloveniji, praktično odprto vabilo na otvoritev, bomo imeli na Alpe Adria sejmu na gospodarskem razstavišču 10 dni pred otvoritvijo, ali pa še manj, 1 teden pred otvoritvijo. Hočem reči, da I feel Slovenija je zame tako, kot je Pascal rekel za vero. Če dovolj časa, bi rekel, poklekneš in žebraš, začneš verjeti. In jaz mislim, da se sploh ne sme več vprašati, ali je to dober ali slab slogan. Ta slogan je bil do te mere, je bilo vanga investiran, to, ki je bilo, bi rekel, pokazano njegova funkcionalnost, da funkcionira. In tudi, če se kakšen purist, med katere sam se imam jezikovni, sprašuje, a moramo res v angleščini? Ja, seveda, moraš zato, da te razumejo, ampak hkrati pa ni treba, kot naš Go Borderless. Go Borderless ni pa popolnoma isto, kot gremo brezmejno, ker je vprašanje, kam boš postavil klicaj. Ampak ima svoj, in mi, recimo, naša sreča, in to boste videli zdaj v programski knjigi, ki pride malo ven, imamo 3 jezike, ne? Ampak mi rečemo, se ni treba vsi 3 jeziki isti. Se mi lahko fineso nekega sporočila v italijanskem kontrabandieri, vi slišite nekaj drugega kot v tihotapcih ali pa v smugglers. Ampak ko daš pa vse 3 skupaj, so pa vse te razsežnosti skupaj. Moja izkušnja čisto sveža, ta ponedeljek, če dati, slovenska Beničija in torej Slovenci tam 60 let slavijo ali pa obeležujejo, rekel Nino, da slavijo, ker je malo tudi traumatično, dan emigranta. In se zbere v enem teatru, ki je teatru Ristorju, če dadu, polna dvorana Slovencev iz tega kraja in se vsako leto govori, kaj je pomembno za prihodnost. In seveda vedno se pride do vprašanja maternega jezika. Ne? In kad tam vidiš, bi rekel, kako pomembno je, da še zmeraj v špetrski šoli dvojezični otroci znajo in razumejo peti in govoriti slovensko. Ko vidiš, kako sodobno je recimo v Špetru narejen en mali muzej, ki se mu reče slovensko multimedijsko okno. A veste, mi moramo, naša evropska prestolnica je evropska, ampak je tudi patriotska v tem smislu, da se nekatere svoje vrednote, bi rekel, se zanje prizadevajo. In jezik je tak ključen. Ne? Ampak imamo to blazno srečo, da je na italijanski strani je ne samo, da imamo zaveznike v progresivnih Italijanih, ampak imamo slovensko manjšino. In recimo, ker jaz na kinematografskem področju pogledam, je za italijanske razmere, pa ni to tako samoumevno, za italijanske razmere grozd filmske industrije skoraj v Gorici relevanten za celo državo in ga držijo po koncu slovenski zamejci. Na tej ravni se mi zdi, da je vprašanje, bi rekel, jezika in senzibilnosti za jezik strašno važno, da tudi če imaš ti en slogan v angleščini, da znaš to isto ali pa še bolje povedati v svojem jeziku. Nesporno. I feel Slovenija je slogan, ki dejansko ga ljudje po svetu poznajo. Tudi mi sami smo lahko zelo ponosni, nam je všeč, ne? I feel Slovenija, ne? Ampak sem vas slišala, omenjali ste Dončića, omenjali ste Ano Roš. Menite, da v tem času sploh pač takšna, kakršna je, ne? In živimo, da torej vse gre tudi v to personalizacijo in tako naprej, da osebni brendi, osebne blagovne znamke, imena,
nadvladajo recimo take ustaljene entitete, ustanove, organizacije, celo državo kot entiteto. So to brendi, ki bolj nekako animirajo za dosego nekih ciljev, kot pa institucije tradicionalne. Mislim, tako brutalno rekel, spet moramo bilance pogledati. Jaz mislim, da so absolutno nekateri brendi v svetu danes močnejši od nacionalnih držav. Žal. In to se danes vidi. Rekel, vse te velike 4 megakorporacije so močnejše od katerekoli multilateralne organizacije, kaj šele posamezne države. Ampak, tako, če pa spet patetično rečem, ko pa Pogačar, kljub temu, da je, bi rekel, z emiratskim investicijo in z personalizirano znamko Zmaga, igrajo po slovensko himno. In bom priznal nekaj, ker nikoli nisem, bi rekel, naredil, pa tudi Levče Dadu, ne, ampak me je za hip. Me je zamikal, da bi na koncu svojega govora dal citat Življenje vsi narodi, ker pa ne dočaka dan. Ker se mi zdelo, da je paradoksno v teh parih Prešernovih, pa so totalno že sprofanirani, marsikdaj bili žal. Ampak je neka taka temeljna resnica, da danes v trenutku, ko imamo res vojno vse posebno okrog, spet velja. In ko mi na meji to rečemo, da rojak prost bo vsak, je kar pomembno. To hočemo reči, da je med profiliranjem posameznika kot brenda in tem, da je del neke širše skupnosti, ne vidim nobene kontradikcije. Jaz mislim, da dostikrat so zaradi tega v njih protislovja težka, ker se mora nek način odločiti med tovarišijo prijateljev, med sponzorsko pogodbo in med nacionalno pripadnostjo. In bi ne želel biti, da je v njihovi logiki, ki morajo interno ta protislovja razreševati. Ne. Ampak tudi, ko ste omenili vprašanje zvezdništva in česa drugega, nam se zdaj permanentno to servira skozi vprašanje, ja, pa le, Italijani so pripravili pa Stinga, pa Robija Williamsa, ne. In pa na to odgovarjamo, super, ampak ko je prišla pa Patti Smith, ne, je pa prišla s poročilom, prišla sem pogledat, kje so pisali poezijo Rilke, Kosovel in Pasolini. In to nam je posnela iz Berlina in poslala kot svoj napovednik. In tukaj ne skrivam, da smo bili soudeleženi pri tem, da je to rekla. Ampak zakaj smo lahko prišli tega, da je to rekla? Ker smo videli posnetek, ki je v Trstu v gledališču brala Kosovelovo poezijo. Ker smo videli sliko, ki je bila na Pasolinijevem grobu v Kasarsi. In ker vemo za njen trip na Rilkeja. To se mi zdi, bi rekel, prava kombinacija. Jaz sem večkrat slišal, a imaš kakšno karto viška zaradi Robija Williamsa v Trstu, kot zaradi vseh gledaliških predstav. Ampak hrati pa vse, ja, ampak tako svet funkcionira. In nimam karte viška, zato ker je to Furanijevska krajina plačala milijone, da bo prišel. A pa ste to stoično prenesli, ali vas je malo zabolelo ob vseh teh programskih? Ne, rekel sem, kako lahko pridemo do tega, da bo Robbie Williams v svojem intervjuju v Trstu rekel, a ste mogoče videli pa tistega Mušice tam na Gorici. Ali pa, da ko bo Sting pel Willy Manin, bo rekel... Bi bilo pa res the best. Ampak v tem smislu smo malo tudi, rekel, makiavelisti, da je, ampak hkrati pa morate razumeti, da kot programski vodja Evropske posebne kulture nikoli ne bi imel mandata porabiti par milijonov proračunskih javnih sredstev za to, da pripeljem nekoga, ki bi se itak na turneju v tej regiji ustavil. Ampak razumemo pa goriška prizadevanja, pa zakaj so se pa vsi v Udinah v Vidmu ustavili? Zakaj pa ne bi nekdo prišel? In tukaj je pa tako kot v tistem filmu s Kevinom Costnerjem Field of Dreams, je tam en stavek, if you build it, they will come. Če zgradiš, bojo prišli. Gorica je v Rožni dolini, na samem mejnem prehodu, na novo zasfaltirala nekdanje parkirišče za kamione, da bo to prizorišče za koncerte. In to so konsekvence EPK-ja. Se pravi, da je nekomu malo zrasla ambicija. Zakaj bi se vedno vozili v Milano na San Siro na koncert ali pa v Videm, ki imajo večji stadion, kot nas zdaj mojem nekaj narediti. Ne? In na tej ravni je tudi Nova Gorica naredila ne samo cel EPK distrikt, ker je, morate vedeti, nas včasih v oglaševanju se nas heca, so rekli, ti to pišeš, da misliš, da se bo tanker kar obrnil, da napišeš v scenarij, tanker se bo na morju obrnil, ne, prav ne gre tako. Zaradi EPK-ja se v resnici v Novi Gorici število tirov na železniški postaji manjša. Če to ni dokaz, da se da z kulture, z soft power premikati infrastrukturo, pa ga ni drugega. In kaj se bo zgodilo? S tem bi lahko prišli real estateri, pa bi takoj, bi rekel, se pokupili, ali bo pa tam nastal kampus za univerzo. To so pa odločitve javne oblasti, ali pa zakaj podhod pod železnico? Zato, da je center bližje tej stični točki z Gorico. Zdaj, če to iz zraka pogledate, boste videli, da z goriške strani je en tak trizob, mu rečejo, ki je v bistvu Fabijanijev trizob, ki je pelod na tedanje železniško postajo, je obnovljen in za novogoriške strani podhod po železniško postajo dela ta Sadar Vuga, arhitekturni biro dela in je tik pred tem, da bo odprto. In se rečete, ampak to pa ni več samo
fraza iz prijavne knjige, spnimo 2 mesti. 2 mesti ste našli v tem zelenem pasu stik. To je real. Ja. Večkrat omenjate, ne, tudi pač velik mojster ste oglaševanja. No, vse zadnje sem vam tudi zelo hvaležna in bila pred že 20 leti in več, da ste prevedli tisto znamenito knjigo znamenitega, kontroverznega, provokativnega francoskega avtorja Frédéric Beigbeder. Tako je. 1999 Sit. Namreč, ampak predno greba k tej knjigi. V večjih intervjujih sem prebrala, vas slišala, da ste ne samo to, da ste ustvarjali kampanje, ustvarjali komunikacijske strategije, oglaševanje, oglase konkretno, ampak da ste tudi zelo oster kritik te materije, te industrije. Večkrat ste dejali, da so strahljivo stupidni oglasi in tako naprej. Pa me zanima, ste s kampanjo EPK 2025, Go 2025 zadovoljni? Je kreativna, doseže množice, doseže različne javnosti? Ne maram tega reči, da je Kovačeva kobila bosa, ampak sem samo kritičen do lastnega oglaševalske izkušnje v tej zgodbi. Jaz, ko sem prišel še s prejšnjo ekipo, sem ustrajal, da sta komunikacija in tudi oglaševanje sestavni del programskega oddelka. Misleč, da bo vsebina zadosti, da bomo ne kot content marketing, ampak da bomo z vsebinami že kar prepričali. Kaj rabiš oglas, če veš, da bo Janežič delal? Kaj rabiš oglas? In sem se v bistvu naučil, in sem vesel, da je za novo direktorico ta zadeva prešla iz programskega oddelka v poslovodno strukturo. In zakaj? Prvi zato, ker so zajetnejši marketinški budžeti, in drugi zato, ker se meni treba več s tem ukvarjati. Jaz imam občutek, da ravno to svaštarjenje, o katerem smo prej govorili, včasih ni dobro. Jaz mislim, da je recimo moja konkretna naloga zdaj, da s programskim oddelkom in s kolegi skrejem take vsebine, da jih lahko drugi komunicirajo. In tukaj nam je dialog z STO-jem, z njihovimi agencijami, s katerimi delajo, marsikdaj odprl ta pogled strani, bi rekel Slavoj, kjer vidiš, kaj si naredil, ampak nekdo drug zna pa to bolje skomunicirati. Tako da jaz v resnici z našo kampanjo nisem zadovoljen, ker še nimamo. Mi nimamo običajne kampanje, ampak smo veliko bolj jaz mislim, da smo veliko več naredili z medijskimi relacijami. Jaz mislim, da naša najboljša kampanja so teksti v vodilnih evropskih medijih, ampak tisti relevantni teksti, ki si jih ne moreš kupiti, ampak kjer mora novinar priti, recimo, in pa, da ne bom samo govoril o evropskih, jaz sem prav ponosen na to, kako je 8. dan ta teden predstavil naših 25 minut. Prav tako ganjen sem bil, ker se mi zdel, a mi imamo neko celovito sliko, en mesec pred otvoritvijo, in ko ti nekdo pride strani in ko spregovorijo, kaj je Širok, Tom Janežič, Peter Burg, še mnogi naši, vidiš, da je to, za kar smo si prizadevali. Da je bilo treba 2 leti, bom grdo rekel, pokrivati proces priprav, s tem, da so govorili župani in smo govorili direktori. Zdaj pa govorijo avtori in govorijo nosilci projektov. In to je kar pri fuzbalu, po moje. Veste, dokler se pripravljajo vsi trenerja pa selektorja, bi rekel, cukajo. Ker se pa začnejo goli padati, takrat pa tisti, ki so jih dali, pridejo besede. In mislim, da smo zdaj v tej situaciji. Doskrat je otvoritvena slovesnost tista prelomnica, ne? Ampak mislim, da se nam zdaj to dogaja. Realno, da je ta velika evropska in slovenska turneja pred koncem prejšnjega leta povzročila, da ljudje vejo, s čem prihajamo in da se ta interes raste. Do oglaševanja sem pa kritičen, ampak tukaj pa nočem biti nostalgičen. Jaz mislim, da so bili vendarle v oglaševanju bistveno drugačni časi, kot so zdaj. Zato, ker so bile kreativne energije noter močnejše, ker so bili budžeti proporcionalno bistveno drugačni in predvsem, ker ni bile te nore uniformizacije. Morda je bila tudi zahtevnejša publika. Tudi to bi rekel. In jaz mislim, danes pravzaprav se mi zdi, da je vse, kot se v športnem žargonu reče, na prvo žogo. Absolutno. In to do te mere banalno, ker eno od očitkov, veste, recimo, da kot nek humanist ali pa študent družboslovnih ved verjameš, da vendar svet nekaj skozi napreduje. Ne? Ampak pa ne moreš, da bi videl, da so do določene obdobja so pa čista regresija ali pa celo infantilizacija, v smislu pootročenja, te banalnosti. Še enkrat, beseda leta brain rot. To je to. Ja, in v oglaševanju se žal to vidi. Imamo zdaj to noro srečo, da ne gledaš vse v živo, ampak gledaš naprej nazaj. In jaz vidim, tudi z otroci, jaz jim prevrtim to, ne zato, ker bi hotel hitreje prijeti spet do serije ali pa do Voice-a, ampak zato, ker se mi zdi, da preprosto je nevredno, da nam vzpostavlja standard nekaj tako banalnega. To se vidi na ravni besed, ampak še huj je pa to na ravni
zgodb. Jaz res verjamem, da je pripovedovanje zgodb in ko sem se malo pripravljal za danes, samo ena stvar hotel, ker med bendi, ki bodo tudi nastopali na tem isti Rožni dolini, je tudi Massive Attack. In jaz imam izjemno lepo spomin na Massive Attack v Križankah, nisem imel nič pri njihovem izboru, dejansko tudi ta izbor bil narejen s italijanske strani, ampak sem izrazito ponosen, da jih dobimo. Ampak sem šel pogledat, je njihov Unfinished Symphony iz leta 1991. To je več kot 30 let nazaj. Ampak če po tistem času si poskušam postaviti v oči filmskega kritika, smo mi takrat tiste njihove spote, bi rekel, analizirali z podobnim aparatom, kot Scorseseve filme ali pa Lynchov. In tega se mi danes zdi, da bi rekel, tako kot je MTV, pa če bi prosto irrelevanten danes, se mi zdi, da je tudi cela ta oglaševalska branža je izgubila nekatere standarde. Res, in je škoda, zato ker ne glorificiram. Jaz sem včasih tudi omenil, da smo bili toliko, jaz vem, da smo šli Uncle Ben's, tudi nikoli to pozdravil, to otroka, smo šli Uncle Ben's etiketo v trgovino pogledati, ker smo bili soudeleženi pri prevodu deklaracije. A veste, kakšne poniženje je to, da si ti nekoč delal, da si prav prevedel ali od ene korporacije etiketa prav prevedena. Ampak takrat je bil razpon od tega, da si moral skrbeti za eno deklaracijo na embalaži, do tega, da si oprostite, da si lahko za Renault lokalno snemal spot in da smo recimo takrat lansirali slogan od petka do petka. Petka, ki sem še zdaj ponosen, ker se mi zdi v neki disciplini dovolj dobro izdelan, da je ostal. Ampak saj veste, to so lepi gradniki osebnosti, in tudi človekovega naboja. Hvala, se s tem plažem. Najboljši direktori pravzaprav so lahko tako v teh urbanih legendah, morda celo pravličnih, pa vendarle, začeli pravzaprav od receptorja navzgora. Ta etiketa je to. Kaj je bila za vas recimo ena najboljša učna ura ali nek tak poriv, ki vas je naredil takega, kot ste? Vedoželjnega, svetovljanskega, široko razgledanega človeka? Jaz sem sigurno v to, kar me je formiralo vstopu pred področje filma in študija filozofije. In sem imel pač to izjemno srečo, da je na presečišču te discipline ta francoski filozof Gilles Deleuze. Tle sploh ne skrivam. Recimo, jaz sem rastel tukaj z generacijo, ki se je učila od Dolarja, Žižka, Močnika, ki so nas naučili, da se da kombinirati recimo francoski strukturalizem pa nemško filozofijo. Hegla in Lacana, banalno rečeno. Ampak potem je Lacan na nek način postal taka mantra, da kot me je stric ali pa teta brala v telek, so rekli, se nič ne razumem. In meni je z tega stališča mi je bil Deleuze tudi izskok iz preveč dogmatskega Lacana. Vsi so izstopali zdaj, vsak na svoj način, Slavo je po svoje, Mlad po svoje, ampak jaz vem, da meni je Deleuze takrat način rešil. Zakaj? Zato, ker mi je omogočil, da na presečišču filozofije in filma najdem svoje področje. In zdaj, če me sprašujete, kaj me je formiralo, jaz sem zato, ker sem začel prevajati Deleuze, v bistvu šel v Pariz. Takrat me je srečal, da dobil štipendijo francosko, ampak ne bi prišel do Pariza, če me ne bi to pognalo. In potem se je v bistvu zadeva začela. Tako da zame je bil formativno tisto, pa je bilo 1 leto samo, to ni bil cel doktorski študij, to je 1 leto poglobljenih študij, mi je na nek način odprlo horizonte, po veliko sreče tam, zato ker sem vendarle pa prihajal že z referenco ekrana in veste, to pa je naša sreča. Mi smo tukaj morda včasih majhni, ampak in v politiki, in v športu, in v kulturi, ko prideš do enega svojega kolega, sta pa vendarle ena na ena. In recimo nam je takrat sodelovanje med ekranom in Cahiers du Cinéma, tedanjim mesečnikom filmskim, francoskim, ki zdaj ni več tako dober, nam je odprl pot do vseh avtorjev, do univerzitetnih povezav in potem je kar šlo. Veste, in če zdaj za nazaj gledam, pa tudi po posvetilih knjig, ki včasih zdaj hčeram posojam, pismo tam je Guattari mi je to napisal, Baudrillard mi je dal intervju, Deleuze je pač napisal pismo, kar je težko, bi rekel, že govoril po telefonu in to me je formiralo. Ne mislim, da bi potem moral ves čas biti njihov citatoman, ampak jaz vidim, da v metodi razmišljanja je v bistvu bil zame Deleuze ključen. In ga povezujem s pariškim avtorjem. Ampak omenjate tudi Lacana, on govori veliko tudi o ljubezni. Na tem mestu v podcastu, kjer sva, ki sem ga pomenovala Supermoč, pa se vendarle od tega imena vedno ogradim, čeprav mi je eye-catchy, ampak vendarle navadnemu smrtniku pritiče prava moč, če že moč. Pustiva to ob strani, skratka, na tem mestu velikokrat sogovorniki, zanimivo, predvsem moški, govorijo, da je največja moč v ljubezni. In v tem času smo velikokrat govorili o skladnosti. Lepota je tista, ki prinaša neko skladnost, ker to
draži naše te čute in tako naprej, in nam reče, ok, to je lepo, ne? Skladnost poslovanja in tako naprej. Lacan pa ljubezni govori kako? Daj tisto, česar nimaš. Absolutno. Hvala, da ste vi to povedali. Hvala, da ste vi to povedali, zato, ker to je pa, da ne bo nesporazumel, jaz Lacana izjemno spoštujem. Spoštujem glede na to, in kaj je vzpostavil, pustil za sabo in predvsem zaradi te neverjetne lucidnosti branja. Ne? In doskrat, kakšne njegove posamezne stavke, res skoraj kot reke. In ta stavk je meni, veste, so določene maksime filozofske, ki se jih naučiš, določene, ki sem prebereš, določenih pa na nek način izkusiš. In ta stavek vam povem, da verjamem, da je 100% resničen, ampak ga dostikrat uporabljam kot obrambo. Ko te nekdo v eni situaciji, ki nima zveze z ljubeznijo, postavlja v situacijo, da reče, da mi tisto, česar nimaš, mi to kaže, oprostite, ne ljubim te in zato ti tega ne moram dati. Ker je to neko drugo razmerje, ker je lahko poslovno, ker je lahko interesno, ker je lahko čist neki brez veze, ampak ta definicija ljubezni je srhljivo resnična. To je highlight pravzaprav občutenja sočloveka na katerem koli področju in je pravzaprav bolj znanstveno fantastično v tem trenutku, kot je kadarkoli bilo, ker ljudje danes nekako poosebljajo ali ponotranjajo tisto mantro, ljubi samo sebe. Ne? Ti si boginja, ti si kraljica. Ta sebičnost je neverjetna. Se strinjam. In jaz mislim, da veste, danes, ko so vsi ti memi, pa to, je tudi ta moč posameznih artikuliranih resnic je na nek način zbledela. Ampak potem pa, če jih ne profaniraš, veš, da nekatere pa lahko imaš kot svoje življenjske maksime. In ta je recimo definitivno taka. Še par bi jih iz tega filozofskega sveta si upal tako potegniti, ampak je nujno, da jih na nek način sam izkušiš, da vanje tudi verjameš. Recimo. Meni se je vedno zdelo, da je vprašanje relacije med jezikom in resničnostjo nekaj, to je v bistvu naslov ene knjige How to do things with words. Austin, kako delati reči z besedami. Se pravi, in pojmaš v slovenščini lepo, ker če nekaj rečeš, si v bistvu naredil reč. Ne? Jaz res verjamem, da so besedne dejanja. To ni tisto, da je že filozof, preidi od besed dejanja. Yeah. Jaz res verjamem, in to se mi zdi, da pa mogoče sedanič izgublja, da je, pa bomo za naš Lacan uporabil, da stik med označevalci, se pravi, znaki in označenci, tistim, kar pomenijo, da je izgubljen. In da se da everything goes, vse gre. Lahko kar govoriš, ne da bi na nek način se zavedal, da tvoje besede imajo konsekvence. In to, temu lahko rečete fake news, lahko rečete svaštavljanje, lahko rečete lapanje, ampak to mene recimo kot zdaj pa 60-letnika boli. Boli, da se je v bistvu izgubil referent v realnosti za to, kar dela. Ampak to ima konsekvence. To ima konsekvence v politiki, to ima konsekvence v poslovnem načrtovanju, to ima konsekvence v vsakdanjem življenju. Če ti misliš... Bo preprosta. Ali rečeš otroku, lažeš, ali si lažnivec, je že razlika. Absolutno. Ena laž še ne pomeni, da je človek lažnivec, recimo. Tako da tukaj smisel. Ampak spet, jaz pri Lacanu me zanimalo, kako lahko prideš do te stopnje lucidnosti. Ne? Drug tak, ki se me prej prišel, drug tak stavk je, mislim, da ga Deleuze Proustu prepisuje, da so vse resne knjige napisane v ene vrste drugem jeziku, tujem jeziku. Ne? To se mi je zdaj strašno pomembno, da kakor smo seveda temeljno zavezani, proeksistencialno zavezani, da se izjašnjujemo v svojem lastnem jeziku. Na nek način moramo razumeti, da šele ko to pogledaš z druge strani, pa pogledaš, ali to znaš povedati kako drugače, si zares bi rekel svoj. In to je zame pol ta osnovna dialektika enega in drugega. In na jeziku se to kaže, da tisti, ki je znal izdolbst, bi rekel, v lasten jezik, neko tujost, je postal univerzalen. Zato se mi recimo brez kakšne spet posebne nostalgije, ker imam en košček bosanske zgodovine, ampak tisti pisatelji, ki jih je vojna izgnala ali pa pregnala, so pa samostojno šli iz Bosne. Od Jergovića do Hemona, do Stanišića, do mnogih, so bili na nek način prisiljeni se iznajdeti v novem jeziku. Hemon najbolj izrazito, ko je praktično začel pisati v tujem. Tudi Jergović je s tem premikom iz Sarajeva v Zagreb doživel ta izmaknenost iz lastnega okolja, ki zahteva, da tvoj temelj, ker oni niso ne zobari, ne mizari, ampak so pisatelji. Se pravi, svoje osnovno orodje iznajdeš na novo. Takrat sem razumel, o čem govori Proust. Da torej vse velike knjige so napisane na vrste tujem jeziku. Ampak je spet nujna osebna izkušnja, da izstopiš. Poj pa en tak tretji, je pa iz filma ga vlečen, ki sem ga pa enkrat pri bratih Coen v Cannesu pobral, bi se da v Barton's Fink, v Miller's Crossing, Millerjevo križišče, nihče ne ve ničesar o nikomur.
to iskreno verjamem. Jaz mislim, da se še lahko tako trudimo, ampak v bistvu moraš biti zelo, zelo, zelo blizu nekomu, da bi sploh, in zame pa izraz za to, ne vem, ali je ta pravi, je v bistvu empatija. Če nimaš empatije, da bi razumel drugega, pa je zelo težko, da česar koli prije. In tukaj, spet prijem nazaj na svoje leta, se je med ta poskus empatije večkrat pripelje do neke ganjenosti, ki jo ne morem več kontrolirati in se malo bojim. In veste, kot je zdaj zelo brutalno rekel, kot obstaja taka inkontingenca, se mi zdi, da obstaja po na stara leta ena taka, bi rekel, solzna inkontingenca, ki v bistvu, ampak jaz to vidim kot čisti fizični kriterij, kaj je res pa kaj ne. In to se lahko zgodi prvi v enem trenutku, ko je brezvezne tega šao nek otrok zapoje, zgodi se pa, če poslušaš botrstvo, pa vidiš, kakšen je trenutni svet okrog tebe. Tako da, zdaj sem šel do zelo tema, pa hočem povedati, zakaj, ker ste me vprašali po samih stavkih in se vračam na ta osnovni stavek. Dati tisto, česar nimaš, je najboljša definicija ljubezni. Stojan Pelko, oba veva, da bi bilo idealno, da bi na tej točki končala. Ker je močno, ker odpre razsežnosti za naša notranja razmišljanja, pa vendarle. Dajva zaključiti s temi datumi in z enim duhom v družbi, našo realnostjo v družbi. Namreč pogovarjava se, ne vem, katerega smo, 10. januarja, moram prav pogledati, katerega pa smo? 9. januar, četrtek 2025. Pa vendarle, 30. januarja se odpre znamenito kopališče v Ljubljani, prenovljeno. Boj, da bo slavnostno odprtje 30. januarja, ampak zakaj to omenjam? Zato, ker je nekdanja županja Vika Potočnik, s katero ste intenzivno sodelovali, zato tudi na tem mestu to omenjam, pred 24 oziroma 25 leti povabila avstrijskega arhitekta Petra Lorenza, da se prijavi na natečaj za prenovo tega kopališča. In kaj pove to o nas, da 25 let traja, da pridemo do prenove kopališča? Peter Lorenz je bil moj sogovornik in je rekel, da kaj takega v svoji zgodovini in gradi po celem svetu še ni doživel. Raj bi videl, da bi z ljubeznijo končali, zato ker zdaj ste bil dvojno rano zaboden. Prvič to je bil moj prvi veliki dramatičen poraz v političnih kampanjah in je tudi zelo, v bistvu tiste tedne pred volitvami zelo močno vplival direktno na eno osebno razmerje z gospod Potočnikovo. Malo zdaj spet vzajemno spoštovanje, ampak takrat je bilo pa zelo boleče z oba. Za njo in za me, tako da je kar hudo. Jaz sem na nek način, če sem zelo oseben, kompenziral ta poraz takrat, da me je ta poraz kvalificiral, da sem lahko v Jankovićevih kampanjah sodeloval in parkrat pa smo tudi skupaj zmagali. Bom pa zelo brutalen do tega, kot nisem vedel, za to, kar ste zdaj rekli, za te povezave z tem arhitektom in tudi ta časovna dimenzija mi ni bila jasna, ampak jaz mislim, da to, kar se zdaj tam zgradi, je grozna intervencija v urbani prostor. Odkrito povem z tem, da bom lahko kritiziral strani investitorjev ali pa župana, ampak poznam ta prostor iz mikrozgodbe zaradi Narodnega doma, kjer so otroci trenirali telovadbo in kjer so vsi otroci tekli kros, ampak predvsem pa, če pustite, če danes parkirate, se ustavite na semaforih in ko vidite to intervencijo v javni prostor, se mi zdi, da je Tivoli odrezan od mesta. Predvsem pa mislim, ne poznam dobro opusa gospoda Lorenca, ampak se mi zdi, da je tudi arhitekturno je ta zadeva preprosto ni na nivoju prestolnice. Moj spomin na to investicijo ne seže do Vike, seže bolj na čas, ko smo z ministrico Širca že za mestno občino Ljubljana imeli seznam investicij in se mi zdi, da je, ampak brez kritike ljudi, ampak kritika situacij, prav strukturno bi rad povedal svojo kritiko. Jaz mislim, da kritična masa Slovenije ne da zahteva, ampak diktira prepogosto, da se delajo kompromisi. Tam, kjer se recimo mesto ali država ni dovolj kapitalsko močna, da bi lahko investirala javna sredstva, morajo tu nekaj kompromisov, nekaj public-private partnerstva. Ponavadi se na koncu izkaže, da tisto, kar je bila osnova, ostane samo alibi za nekaj drugega. In jaz mislim, da bo za zgodovino ostalo, da je od te silne ilerije ostala samo tista kamnit in to je, oprostite, to je fake. In od tega, kako so sončne celice postavljene na streho, do tega, kako ta monstrum tam stoji, se mi zdi, da prosto ni v čast Ljubljani.
Žal. Tako da, če ste me že izvali, moram biti brutalen. Jaz mislim, da si to moramo priznati. Ampak zakaj? Govorim pa kot urednik zbornika Vrzeli filma arhitekture, ker če sem po katerem področju si upal to, kar sem se pri filmu naučil, povezati, je ravno z arhitekturo. Ker se mi zdi, da je ambicioznost posega v materijo v arhitekturi praktično neprimerljiva s čem drugim, zato ker z umetniškimi izrazi, ker se vendarle začne z skico in z vizijo, generira take materialne investicije in finančne investicije, da ostane za zmeraj. In tukaj, prostite, je napaka neoprostljiva. Še boljši zaključek tega podcasta s Stojan Pelkom. Hvala lepa, da ste si vzeli čas. Zdaj pravzaprav vse brbota zaradi slavnostnega odprtja. Jutri se bo zgodil 8. februarja. Jutri je to. Kako doživljate? Ste vznemirjeni, ste nervozni? Ali ste že pravzaprav tak prekaljeni maček, da to vrstne prelomne dogodke stoicistično ali stoično prenašate? Ja, skrbim, zelo me skrbim. Prvič pogledam proti temu ekranu, ki piše gor supermoč. Rabel bi par supermoči. Mi smo realno, samo še s tem povem, mi skupaj s Chemnitzem, ki je nemška evropska prestolnica istočasno v letošnjem letu, delamo tudi na eni raziskavi, ki bo poskusila 40 let izkušenj EPK nekako zgostiti, da bi se za prihodne prakse mogoče tu kakšne napake, da se napakam izognilo. Je neko protislovje med količino in kompleksnostjo dela in med neko kritično maso, ki je neko relativno majhno mesto omogoči. Nova Gorica se je ukrepila s tem, da je šla čez mejo, se je ukrepila, da je segla po slovenskih partnerjih, ampak realno me skrbi, zato ker nas je premalo za pretežko nalogo. In seveda to pomeni, jaz sem s kolegom na programskem kolegiju ta torek rekel, dajte zdaj ta mesec zadnji, ko pogledate čez hrbet, pa ko vidite, da ste dobili nalogo, pa ni nikogar za vami, prosim povejte, zato ker ne morete več sami vsega nositi. In mi smo v tej situaciji, da se seveda, da vse laufa, da vse bo tako, kar mora biti, ampak je seveda ta, ko se ti pa 8-letni proces strne praktično v zadnji mesec, so pa peze kar težke, tako da ne spimo prav dobro. No, jaz upam, da 8. februarja bo tako lepo odmevalo, da bo za vas in za celotno ekipo in tudi za Slovenijo, Novo Gorico in Gorico ena prava katarza in potem se srečamo na vseh teh dogodkih. Najlepša hvala si. Srečno. Hvala. Držim pesti.